Spoštovane in spoštovani, vsi zbrani v tej prekrasni dvorani, vzuni v vrtu, kot da bi ga sanjal, dobrodošli na Brdu pri Kranju. Kakšni so plani? Gledamo vedno naprej. Že v prihodnosti živimo v tem svetu idej, ampak rečemo kdaj stop. Da se ozremo nazaj, koliko je bilo fejst, kako lepo smo se imeli v letu 2021. Se še spominjate, kako se je začelo, ko smo dali originalne kopijo in razparali definitivno smo Tokio. Se še spomnite občutkov, ne z aplavzom zagrmi po dvorani, ko je 2 medalji prinesel domov naš Nani. Yeah, honey. In se še spomnite tisto občutek, da smo lahko tim in akcije We the 15. 15% invalidov med nami živi in zakaj si mi zapiramo oči. To je bil redek primer, bravo, elegantno, ko zeleni ljubljanski grad se je obarval na vijolično barvo, da damo spoštovanje vam, vsem, tako kot ga vi lahko nazaj dajete nam. Športnik postani. To so bile akcije, ki zadevajo tebe, oči, in tebe, mami. Če se ti ali pa tvojemu sinu kdaj slučajno kaj zgodi, je športni duh vedno tisti, ki zagori. Ker vedno ista barva dresa. Se še spomnite akcije, da športni duh ne izbira telesa. Izbira izbira pogum. In danes smo tukaj, ker imamo srce in imamo razum. Da vse sportne dosežke, ki jih imamo, proslavimo, da te trenutki ne grejo v prihodnost kar tako mimo. Zdaj pa, ker je bil dan poezije, nekaj poezije iz srca podarim v obliki rim, se poslovim in z velikim aplavzom voditeljema vodstvo tega dogodka prepustim. Hvala lepa. Hvala, Trkaj, prisrčno pozdravljeni. V čast mi je, da sem lahko danes z vami in presrečen, da sem lahko končno na odru z njo. Tukaj je Mateja Pintar Pustovrh. Zdravo, zdravo. No, saj ravno prvič pa nisva skupaj na odru, ne? Ampak takole zares, čisto zares pa ja. Drži. In mi v čast seveda. Ja, hvala tudi meni. Prisrčno pozdravljeni cenjeni športniki in športnice, trenerji, trenerke, fizioterapeuti, športni delavci, prijatelji, starši. Pozdravljeni gostjem, predsednik Državnega zbora, gospod Igor Zorčič, spoštovana vaša ekscelenca, veleposlanik Japonske v Sloveniji, Hiroshi Matsushima, spoštovana vaša ekscelenca, veleposlanik Ljudske republike Kitajske, Wang Shuqing. Dobrodošli na prireditvi Parašportnik leta 2021. Dear guests, President of the National Assembly, Mr. Igor Zorčič, Your Excellency, Ambassador of Japan to Slovenia, Mr. Hiroshi Matsushima, Your Excellency, Mr. Ambassador of the People's Republic of China to Slovenia, Mr. Wang Shuqing, dear athletes, coaches, representatives of sports associations and bodies, physiotherapists, educators, dear parents, media representatives, and all the other attendees, welcome to the Para Athlete of the Year Gala 2021. Ja, leto 2021 je bilo za slovenski parašport zares vrhunsko. Kako zelo vrhunsko smo slišali že v uvodni pesmi, nagovoru. Hvala lepa za tole, Trkaj. Saša, kaj pa si ti najbolj zapomnil od tega domiselnega uvoda predstavitve leta 2021? Ja, seveda najbrž tako kot vsi paraolimpijske igre, 2 odličji,
A čemo sploh kaj lepšega? In seveda še veliko navdihujočih zgodb po letu 2021 strani naših športnikov invalidov. Ja, se strinjam in k vsem tem se bomo seveda še vrnili. Kakšno pa je bilo leto 2021 skozi oči Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paralimpijskega komiteja, nam bo sedaj povedal njen predsednik, gospod Damjan Lazar. V imenu Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paraolimpijskega komiteja na prireditvi Parašportnik leta 2021 lepo pozdravljam gospoda Igorja Zorčiča, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, gospoda Lojza Kovšco, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, njegovo ekscelenco gospoda Hiromišija Matsušimo, veleposlanika Japonske v Sloveniji, njegovo ekscelenco gospoda Wang Shangqinga, veleposlanika Kitajske v Sloveniji, gospoda Mira Cerarja, olimpionika, športnice, športnike, trenerje, sponzorje in vse ostale ljubitelje parašporta. Najbolj se nam je nekako v zgodovino zapisal prvi kvalifikacijski turnir za paranamizni tenis, ki smo ga organizirali v mesecu juniju v pogojih, ki so še veljali v svetu, tako da je bila ta organizacija zelo zahtevna, je pa bil prvi turnir v zgodovini ITTF-a, se pravi smo v Sloveniji poslali 12 moških in 12 žensk direktno v Tokio na paraolimpijske igre, kar je bil za nas poseben izziv in poseben dogodek. Seveda je največji športni dogodek so bile letne paraolimpijske igre, ki so zaznamovale nas s 50. Medaljo na paraolimpijskih igrah, dosegli so naši športniki ali dosegel je naš športnik celo 51. Paraolimpijsko medaljo, tako da smo v bistvu izpolnili tudi te skrite želje po medaljah. Na igrah so se nekako prelevale izkušnje in mladost, tokrat so zmagale izkušnje, mladost pa je dobila v bistvu dobra navodila in popotnice za naslednje igre. Zelo ponosni smo tudi na izvedbo državnih prvenstev. V tem časovnem obdobju z raznih ukrepov smo uspeli izvesti 34 državnih prvenstev, kar pomeni nekako 2500 udeležencev, tako da se zahvaljujem Žigo Kubaševičevi ekipi, ki je v teh zahtevnih pogojih uspela izvesti tako zahtevna državna prvenstva. Izvedli smo tudi dvoje priprav in to v Medulinu, za nas so to zelo pomembni dogodki, zato da naše športnike in trenerje nekako združimo, da se prenašajo znanja, naši športniki pa dobijo potrebno znanje in telesno pripravljenost za potem nadaljne uspehe, ki jih krojijo v mednarodnem športnem okolju. Nekaj več podpore ali izzivov bi pričakovali pri našem financerju Fundacije invalidskih humanitarnih organizacij, ker v zadnjih 10 letih šport nekako ni bil dovolj podprt, ne bi rekel po plati spodbude, niti po finančnem deležu, tako da nas tukaj čaka še kar nekaj izzivov v prihodnosti. Bi se pa zahvalil našim sponzorjem, našim podpornikom, ki se vključujejo v tiste segmente, za katere ne dobimo sredstev iz javnih, se pravi, ne dobimo javnih finančnih sredstev. Pomembno je, da gojimo v bistvu spodbudo pri mladih, tako stopa Lidl Slovenije na segment Postani športnik in nam sporoča, da nam nič ne manjka. Naša Toyota je naš mobilni partner, ki skrbi, da vedno pridemo
pravočasno na pot in varno. Loterija Slovenija nas nekako spodbuja, da po neki travmatični izkušnji smo lahko še vedno športniki in to lahko pogledate v naših videospotih. Zavarovalnica Triglav nam nekako spodbuja mlade upe, z veseljem pa sporočam, da so v našo druščino eminentnih sponzorjev vstopili tudi Lek na področju kempa za mlade družine, kar je nas še posebej veseli, da gojimo to spodbudo pri mladih, da se vključujejo v sisteme športa. To je v bistvu nek tak širši pogled dogodkov, ki so se odvijali v letu 2021, tako da aktivnosti je bilo še več, ampak kljub vsemu so to nekako mejniki, ki so zaznamovali leto 2021. Za vašo podporo in za vaš suport pri vseh teh naših dejavnostih se zahvaljujem v imenu športnikov in imenu naše krovne organizacije. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Lazar. Vem, sliši se klišejsko, ampak kaj hočemo, tako pač je. Šport je zapisan v DNK Slovenk in Slovencev. Naši izjemni športniki in športnice pa s svojimi res vrhunskimi dosežki in seveda z borbenim duhom ime Slovenije nosijo po svetu. Kadar pomislimo na legende slovenskega športa, je ena od prvih asociacij zagotovo ime Miroslav Cerar. Legendarni telovadec je z vrsto izjemnih uspehov danes navdih za vse nas, tudi parašportnike. In veliko čast nam je, da je nocoj danes tukaj z nami, zato ga sedaj prosim, da nam nameni nekaj besed. Gospod Cerar, izvolite. Dober večer, tudi dober dan vsem prisotnim. Pridružujem se čestitkam vseh tistih, ki ste danes tu, ki ste se zbrali, da počastite 60-letnico te lepe, velike, veličastne organizacije. 60-letnica je v nekem smislu tudi obračun za pregled dela za nazaj in mislim, da teh letnic bo še več, seveda z neprimerno višjo številko. Če se ozrete nazaj ob tem, da smo vsi ponosni, da ste prišli do te visoke številke, seveda ugotavljate in ugotavljamo, koliko je bilo dobrega, narejenega, storjenega in kaj bi bilo še treba postoriti. Nikoli nismo zadovoljni, tudi vi ne, pa vendarle mislim, da ste lahko zadovoljni z opravljenim delom v preteklosti in z rezultati, ki ste jih dosegali. Torej, s tem ste opozorili nase, na svojo organizacijo, na tiste vaše mravlje, vse tiste ljudi, ki na kakršenkoli način so vpeti v to veliko organizacijo, ki so svojim delom, pogumom, vztrajnostjo in znanjem prispevali k temu, da se lahko ponosno ponašate z velikimi rezultati. Seveda, vsi rezultati niso v tem smislu, da moraš zmagati za vsako ceno. Zmaga je še v vašem primeru toliko bolj pomembna, da obvladuješ in premagaš svojo lastno vero, svoje lastne težave. Že tu je pravzaprav en čudovit uspeh in napredek. Zelo ste vsestranski, ne samo v športu, tudi na drugih področjih in ta vsestranost pravzaprav se vidi tudi v udejanjanju vaših predstavnikov, tako pred leti kot sedaj v javno sfero. Jožef Korn, član naše Olimpijske akademije, tudi v izvršnem odboru Olimpijskega komiteja,
Ernest Jazbinšek, ravno tako član našega izvršnega odbora Olimpijskega komiteja, Damjan Lazar, danes moj predhodnik, ko vas je pozdravil in vam nanizal in upozoril na številne uspehe. Vse to kaže pravzaprav, da vas javnost ceni in da ste seveda tudi enakovreden partner v naši družbi. Po drugi strani pa tudi se družba da tako rečem, nekako je spoznala tudi vsa vaša prizadevanja in pri tem, če pogledamo tudi na kakšen način, tako da so bili vaši člani med nagrajenci Lojtkovih priznanj. Predsednik države Republike Slovenije vas je vašo organizacijo odlikoval. Skratka, vse to dokazuje, da ste vpeti v našo širšo družbo. Morda pa mi dovolite še en kratek miselni izziv in preskok. Pred leti je znani novinar Tone Fornezzi-Toff zbral nekdanje športnike, ki se je imenoval Ekipa zlate selekcije, tako se je imenovala ta družba, ki je potem nastopala na nogometnih srečanjih z nasprotniki v humanitarni akciji pridobivanja sredstev za paraplejike. Mi smo bili posebno počaščeni, da upravljamo to humano dolžnost in moram priznati, da se z veseljem spomnim na te lepe čase, druženje ne samo s svojimi kolegi iz različnih športnih panog, ampak tudi z vami. Hvala lepa. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis, juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, j'avais autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé petite, oh pardon petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit.
formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Kakšen prekrasen nastop in čudovita kreacija. Še enkrat pozdravimo, to sta bila naša plesalca Lara Nedeljković in Klemen Dremelj, aktualna državna prvaka v standardnih plesih. Ja, zdaj pa počasi globoko vdihnimo, kajti prišel je čas, da povabimo na oder tiste, zaradi katerih smo tudi tukaj. To so naši cenjeni parašportniki in parašportnice. Svoje uspehe so v minulem letu gradili na trdem delu, vsakodnevnih treningih, odrekanju, pogumu in vztrajnosti. Kdo se zaveda bolj kot vi, kaj pomeni premagovati ovire tako v telesu kot v glavah in ob tem doseči vrhunski rezultat. In zato si zaslužite velik aplavz. Ja, kakšne lepe misli, Saša. Ti obljubim, da boš imel na koncu priložnost, da se tudi fotografiraš z vsemi dobitniki priznanj. Z največjim veseljem. Začeli pa bomo s podeljevanjem bronastih znakov, ki gredo v roke dobitnikov medalj z evropskih prvenstev. Vse dobitnike, ki jih bomo poklicali danes na oder, prosim, da se po prejemu priznanja kar prestavijo tjale pred našo steno za fotografiranje, še za skupinska fotografiranja. Bronaste znake pa bosta podelila predsednica uprave Termane, gospa Barbara Černec, in podpredsednik Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paralimpijskega komiteja, gospod Gregor Gračner. Oba kar prosim, da se nam pridružita na odru. Bronaste znake pa prejmejo člani ekipe, ki so na Evropskem prvenstvu v kegljanju slepih in slabovidnih dosegli izjemne rezultate. Slovenija namreč ves čas beleži uspehe v tem športu in tako je bilo tudi na zadnjem Evropskem prvenstvu na Hrvaškem. Prvo ime ekipe je bil Marjan Žalar, ki ob uspehih v parareprezentanci beleži tudi uspehe v tekmovanju neinvalidov. V državnem prvenstvu tekmuje za ekipo iz Kranja. Bronasti znak torej prejmejo Marjan Žalar, Mitja Osolnik, Sašo Kajtna, Jože Lampe, Slavko Muhič, Miro Rus, Igor Žagar, Tomaž Furlan in Karmen Vogrič. Kar k nam, da vas vidimo. Tukaj so naši izvrstni športniki, ki prejmejo bronasti znak. Kar. A vam jaz nekaj povem? Če bi jaz dobil bronasti znak, jaz se niti slučajno ne bi prilepil pred steno, ampak bi se pokazal tule vsem, naj me vidijo.
Bronaste znake pa prejmejo tudi naslednji podajalci in podajalke pri kegljanju slepih in slabovidnih: Jelka Orban, Marija Fras in Marko Prosenc ter trener Sašo Kajtna in pomočnica Nina Kramar. Še tukaj čaka gospa, kar na to stran. Tako zbrani vsi kot pušelc. In še enkrat en velik aplavz za celotno uspešno ekipo kegljačev in njihovo podporno ekipo. Sedaj pa kar izvolite, kot rečeno, še pred našo steno za fotografiranje. To so bili kegljači, s čim pa nadaljujemo. Z borilno veščino, s karatejem. Karate pomeni urjenje bojevniškega duha in telesa ter učenje učinkovite samoobrambe, seveda vse pod točno določenimi predpisi. Para karate je karateju seveda zelo podoben, a je poleg tega izjemno pomemben tudi z psihofizičnega razvoja in tudi za razvoj osebnosti ter doseganje notranjega miru. Lahko bi celo rekli, da se borben duh karateistov in parakarateistov preslika tudi v naše vsakdanje življenje. Zakaj je to pomembno, bo najbolje vedela naslednja dobitnica bronastega znaka, to je Diandra Bekčič, ki je postala evropska podprvakinja v parakarateju na Evropskem prvenstvu na Hrvaškem. Bronasti znak pa prejme tudi Diandrina trenerka Jasmina Đafić. A podeljevalca sta nam že ušla? Aha. Mislim, da sta si privoščila tudi one dva eno fotografiranje. A, to je to. Čestitke obema. Saša, se mi premaknemo že kar k naslednjemu športu. Greva in sicer za mizo. Govorili bomo o biljardu na vozičkih, ki je med parašportniki precej priljubljena panoga. Ti si to vedela? Ja, seveda, da sem, saj malo bolje poznam parašport. Ok, me veseli. V Laškem je bilo pred prejšnji teden, če se ne motim, Evropsko prvenstvo v biljardu in biljardu na vozičkih, kjer sta nastopala tudi dva Slovenca in letošnja prejemnika bronastega znaka, prosim lepo, toplo pozdravite. Z nami sta Matej Brajkovič in David Slaček. In naj na oder pride, prosim, še njun trener Mitja Gradišnik. Vsi trije prejmejo bronasti znak. In seveda še na mnogo uspehov. No
No, mi pa bomo podelili še zadnja dva, pa seveda zato nič manj pomembna bronasta znaka. In sicer bomo spregovorili o tenisu med gluhimi. To je parašportna disciplina z res zelo dolgo tradicijo, saj se organizirano igra že več kakor 100 let, natančneje od leta 1915. Danes je tenis med gluhimi izredno priljubljen šport, ki tudi na mednarodnem prizorišču pridobiva vse večjo pozornost. Pri nas pa je eden najbolj obetavnih mladih upov v tenisu gluhih, Marino Kegl, ki v svoji karieri niza izjemne rezultate. Lani je bil denimo na Evropskem prvenstvu v Grčiji 3., zato je danes prejemnik bronastega priznanja. Torej, Marino Kegl, pridružite se nam. Bronasti znak pa prejme tudi njegov trener Darko Kegl. Priznanje še enkrat Keglovima, najlepša hvala pa tudi podeljevalcema, tokrat sta bila v naši družbi Barbara Černec in Gregor Gračner. Tako, prvi komplet Mateja smo podelili, malo zadihamo, kaj praviš? Ja, mislim, da je glasba lepa popestritev vedno tudi na športnih prireditvah, pa ne samo, kadar gre za himne, tako da bomo zdajle prisluhnili eni bolj čutnih slovenskih glasbenic, Ditki ob spremljavi njenega očeta Gorazda Čepina. Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, kjer škrati živijo, pokaži mi zvezdo z mojim imenom, zloži mi pesem s pisanim refrenom. Povabi me včasih v kraje neznane, mi zjutraj pod okno pripelji cikane. Povej mi o sanjah, če tudi so grešne, zaupaj mi želje, če tudi so smešne. Na pravico vzbiraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Na pravico zopet, ne hodi po poti, sreča ni nekaj, kar pride naproti. Poljubi me nežno, kot drugi hitijo, povabi me v mesto, kot drugi že spijo. Usoda je živa in mrtvi junaki ne še hrepenijo, postaje in vlaki.
sredi poti. Sreča ni nekaj, kar pride naproti. Se sreča ni nekaj, kar pride naproti. Hvala, Ditka, hvala, oče. Kako? Še bi? Samo da vidim. A bova se potrudila za še? Mislim, da nekaj dela naj danes še Da jo čaka. prepričava. Še enkrat kasneje? Še 3-krat? Še enkrat pravita, v redu. Veste, kako gre to? Po bronastih pridejo vedno srebrne medalje in srebrne znake Slovenski paraolimpijski komite podeljuje za osvojene medalje na ne več evropskem, ampak svetovnem prvenstvu. In na oder vabim podeljevalca znakov, to sta predsednica uprave Loterije Slovenije, gospa Romana Drnovšek, in direktor fundacije FIHO, gospod Borut Sever. Letošnje srebrne znake bomo podelili v eni disciplini, in sicer športnem ribolovu. Daj mi povej, Saško, kako si pa ti predstavljaš športni ribolov? Tega nijava v scenariju. Ja, predstavljam si res neko idilično zadevo ob vodi, sicer pa vidim tukaj veliko ovir predvsem. Ja, je res, da je Nekoga mogoče... v vozičku si ravno ne predstavljam, da mečarico vleče ven, recimo. Ja, pa je kljub temu tudi kot paradisciplina športni ribolov zelo priljubljena, čeprav drži, da za paraplegike in tetraplegike na invalidskih vozičkih je pa mogoče včasih težko dostopati do tistih najbolj slikovitih, najbolj skritih mest. Ampak Slovenija, čudovita dežela, ima tudi takih dobrih lovnih mest za invalide kar nekaj. Mogoče tudi po tej zaslugi smo tudi v tej disciplini kar v svetovnem vrhu. Nekaj mi zdaj v glavo šilno, a se para ribolovci kar razlikuje od tistih pravih, saj veš, tisti ta pravi zmeraj rečejo, takšna se mi je snela strnka. Ja, mislim, da se nama bo zdajle na odru pridružilo nekaj fantov, moških, ki ti bodo lažje odgovorili na to vprašanje, kako jaz. Dobro, v redu. Torej, čestitke ekipi športnega ribolova. Srebrni znak prejmejo Rudolf Centrih, Franc Štefanič, Željko Mavrič, Marko Pešec, Tomaž Vanič in njihov trener Martin Smole. Tukaj prihajajo strogo resni. Kar tam, prosim. Še enkrat iskrene čestitke našim ribičem. A lahko zdaj slišimo, koliko bila najtežja riba, ki se vam je snela strnka? Veliko se mi je zdelo. Najlepša hvala vsem. In hvala seveda tudi podeljevalcema. To sta bila Romana Drnovšek in Borut Sever.
po kar nekaj letih pa bomo letos ponovno podelili tudi zlate znake. Ti so namenjeni dobitnikom medalj na paralimpijskih igrah. No pa kot te imam že tukaj, Saša, spet eno vprašanje zate. Ti si bil del ekipe na televiziji Slovenija, ki je redno spremljala paralimpijske igre. Kaj je bilo tvoje največje novo spoznanje, ki si ga odnesel od spremljanja iger? Vidim, ti si se dan za tale kviz vprašanja specializirala. Najprej bila mi je velika čast, da sem lahko sodeloval pri tem projektu. Naučil sem se, da je za vsakim parašportnikom izjemna zgodba, da mnogokrat mora vložiti bistveno več kot mi. In še eno stvar sem se naučil, če sem čisto odkrit, pogosto sem kakšen uspeh parašportnika napovedal z cmokom v grlu, ker mi je skoraj da šlo na jok ob tragični zgodbi, pogosto življenjski, ampak so mi potem parašportniki naučili, da je zadnje, kar potrebujejo, sočutje in da vse, kar si želijo, da jih postavimo ob bok pravim športnikom, kar ne nazadnje tudi so. Drži. Nadaljujeva? Pa dajva. S podelitvijo zlatih znakov. Najprej na oder vabim podeljevalca. To sta direktor komuniciranja in zunanjih zadev ter sekretarja uprave Leka, to je gospod Gregor Makuc, in podpredsednico Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paralimpijskega komiteja, gospod Majo Bobnar. Zlati znak bomo letos podelili v parastrelstvu. Parastrelstvo je pri nas izjemno popularen šport in slovenske športne vrste v tej panogi so zastopane z izjemnimi športniki, ki posegajo po evropskih, svetovnih, seveda tudi olimpijskih medaljah. Nič drugače ni bilo lani, kakopak, ko smo se na paralimpijskih igrah medalj razveselili prav v tej športni panogi. In povabimo torej našega junaka na oder. Zlati znak za leto 2021 prejme Franček Goraz Tiršek. Kot rečeno, v parastrelstvu za osvojeno srebrno medaljo na paralimpijskih igrah v Tokiju, zračno puško stoje in pa bronasto medaljo zračno puško leže. Ob njem zlati znak prejmeta tudi njegova trenerka Polonca Sladič in pa pomočnica Sonja Benčina. Kakšen duet? Polonca sicer dostikrat reče, kako mene tale Nani jezi do zadnjega strela, me takole na majhnem ognju cvre in peče. Iskrene čestitke in najlepša hvala tudi podeljevalcema, to sta bila Gregor Makuc in Maja Bobnar. Spet malo sprostitve, a da vidiva, če najna kaj velja? Ja, mislim, da si se prej že dogovoril za naslednjo točko. Vitka! Evo, je, vidiš. In pol še dve. Življenje veliko, visoko, večno, kličem ti dober dan in ti ponujam roko za srečno skupno vandranje do veka. Skozi solzenja, svetenja, zorenja, nas
severni in na južni tečaj, dolino sus in na gor vstajenja, in zmeraj znova k sebi nazaj. Življenje veliko, visoko, večno, kličem ti dober dan in ti ponujam roko za srečno skupno vandranje do veka. Skozi sosenja, svetenja, zorenja, na severni in na južni tečaj, dolino sus in na gor vstajenja, in zmeraj znova k sebi nazaj. Dober dan, tisoč možnosti in nožnosti, dober dan, posvečena norost. Dober dan, mila ptica, mladost in tvoja pesem, dar je svetost. Dober dan, življenje, silno in milo kot na praznik, prihajam v tvoj hram in ti še petam na uho besedilo zaljubljenih, rada te imam. Dober dan. Življenje veliko, visoko, večno, kličem ti dober dan in ti ponujam roko za srečno skupno vandranje do veka. Skozi sosenja, svetenja, zorenja, na severni in na južni tečaj, dolino sus in na gor vstajenja, in zmeraj znova k sebi nazaj. Dober dan, tisoč možnosti in nožnosti, dober dan, posvečena norost. Dober dan, mila ptica, mladost in tvoja pesem, dar je svetost. Dober dan, življenje, dober dan. Življenje, dober dan. Dober dan, tisoč možnosti in nožnosti, dober dan, posvečena norost. Dober dan, mila ptica, mladost in tvoja pesem, dar je svetost. Dober dan, življenje, dober dan. Življenje, dober dan, dober dan. Hvala. Ja, hvala lepa še enkrat Ditki in očetu Gorazdu seveda. Takole, malce ogreti smo, če se lahko tako izrazim, tudi dobro opeti in se že približujemo vrhuncu današnjega večera, to bodo razglasitve najboljših parašportnikov, parašportnic in ekipa leta 2021. Še predtem pa so na vrsti parašportniki, ki bodo prejeli priznanja za izjemne dosežke in druge obeležitve v letu 2021. Zato na oder vabim naslednja dva podeljevalca, in sicer direktorja Toyote Adrie, gospoda Gregorja Mauka, in doktorico Mojco Dupona, generalno direktorico Direktorata za šport. Gospod in gospa bosta najprej podelila priznanje za najbolj perspektivnega mladega športnika. Saj veste, na mladih svet stoji in to je še kako res, in to z vsakim svojim uspehom dokazuje naš izjemni mladi športnik Tim Žnidaršič Svenšek. Šport ima od nekdaj rad, ko je začel plavati, je našel svojo panogo. V minulem letu je najbolj ponosen na 8. mesto na 50 metrov delfin na Evropskem prvenstvu članov, na 3. mesto na 50 metrov delfin v svetovni seriji v Berlinu med mladinci, prvič pa se je tudi udeležil paralimpijskih iger, kjer je na 50 metrov, tokrat hrbtno, osvojil 16. mesto. Dame in gospodje, predstavljamo vam prejemnika priznanja za obetavnega mladega športnika,
Tima Žnidarčiča Svenška. Izjemni tim, nekaj imava skupnega, danes pa oba prvič tukaj, ne da? Ampak za vas sem prepričan, da niti slučajno niste zadnjič. Hvala lepa, iskrene čestitke in srečno! No, takole o začetku uspešnih športnih karier, zaključek kariere pa je pomembna odločitev, ki jo športniki sprejemajo z veliko mero premišljenosti in odgovornosti. Nikoli namreč ni lahko zaključiti poglavja svojega življenja, ki je pustil tako ogromen pečat. A biti vrhunski športnik pomeni tudi biti sposoben zavedanja, kdaj je čas za novo poglavje. Letos bomo tako podelili tudi nekaj priznanj ob zaključku športne kariere. V veliko čast nama je, da bo kmalu z nama na odru še ena ženska predstavnica parašporta, ki je zaključila svojo kariero, to je Veselka Pevec. Veselka med enega svojih življenjskih uspehov šteje paralimpijsko zlato, ki ga je leta 2016 osvojila zračno puško. Njeno življenje je bilo polno vzponov in padcev, a vsaka preizkušnja jo je izoblikovala, da je danes tukaj z nami. Ponosna je na svoje uspehe in na to, kaj vse je v življenju dosegla. Torej, priznanje ob koncu športne kariere prejme Veselka Pevec. Najlepša hvala za vse, kar ste nam dali. Ker ostajamo pri parastrelstvu, kariero je v minulem letu zaključil namreč tudi eden naših najbolj uspešnih in prepoznavnih parastrelcev. Franc Pinter Ančo je parašportu zapisan že več kot 40 let, na kar 8 paralimpijskih igrah je Sloveniji pristreljal 4 kolajne. Če pa k temu dodamo še vrhunske dosežke na evropskih in svetovnih tekmovanjih, je mera več kot polna. Prepričani smo, da bo ljubiteljsko s tem športom še nadaljeval, danes pa mu podeljujemo več kot zasluženo priznanje ob koncu športne kariere. Franc Pinter. In gospod Franc, seveda še tjale pred panom za fotografiranje. Kjer se jima bo pridružil še en moštveni kolega, svojo športno pot je namreč zaključil tudi Damjan Pavlin, parastrelec iz Posavja. Izjemne uspehe je dosegal na evropskih in svetovnih prvenstvih, leta 2007 je postal evropski prvak. Odlične rezultate je dosegal tudi na paralimpijskih igrah. V Atenah je bil 4. v streljanju z zračno puško na 10 metrov stoje, v Pekingu 5. leže in prav tako tudi v Londonu.
Sedaj pa se podaja novim izzivom nasproti. Priznanje ob končanju športne kariere, torej Damjanu Pavlinu. Hvala lepa, gospod Pavlin. Naslednje priznanje ob koncu športne poti bo prejel eden naših najbolj uspešnih slepih maratoncev. Sandijeva bogata športna pot je trajala kar 13 let, v tem času pa je doživel številne uspehe na maratonih in polmaratonih po celem svetu. Na svetovnem prvenstvu v Lyonu leta 2013 je zasedel 7. mesto v maratonu. Leto kasneje je bil na Evropskem prvenstvu v Walesu 4. na 5000 metrov, na zadnjih paralimpijskih igrah, svojih zadnjih, v Riu 2016, pa je v maratonu osvojil 8. mesto. Kot pravi, ima načrtov za naprej še veliko, ambicij mu tudi ne manjka, mi pa mu želimo, da nikoli ne bi usahnile. Priznanje ob koncu športne kariere prejme Sandi Novak. A v družbi našega prekaljenega olimpijca, seveda tudi maratonca. In še na veliko pretečenih kilometrov, če tudi ne bo šlo za sekunde. Iskrene čestitke. Tudi to priznanje moramo podeliti v tej kategoriji, ni nič manj pomembno, da si slučajno kdo ne bi mislil. Prejme ga Matjaž Bartol, ki se je zapisal v dvoranskemu balinanju, kjer se beleži številne uspehe. Leta 2018 je na svetovnem prvenstvu v Liverpoolu bil med 16 najboljših na svetu. Tudi on je končal bogato kariero. Matjaž Bartol. Za vse izjemne rezultate še enkrat najlepša hvala. Športno pot je končal tudi eden najbolj prepoznavnih naših parašportnikov, Darko Đurić. Danes ga žal ni v naši družbi, se je opravičil, ampak tudi on bo jasno priznanje prijel. Naj samo spomnim, 2 naslova svetovnega prvaka, 2 svetovna rekorda in 2 četrti mesti na paralimpijskih igrah v Riu za Darka Đurića, ki se je tudi poslovil od paratekmovanj. Še en sklop priznanj nas čaka v tem delu. Prav vsi športniki, to lahko tudi sama potrdim, bi namreč zelo težko vse svoje uspehe dosegali brez naših vrhunskih trenerjev. Oni so naši prvi motivatorji, viri znanja, strokovnih prijemov in nemalokrat tudi steber psihične podpore. V minulem letu se jih je ravno tako kar nekaj odločilo, da svojo trenersko pot zaključijo, zato jim danes podeljujemo posebna priznanja. Tako je, in ta priznanja ob končanju trenerske kariere prejmejo Martin Smole, športni ribolov, Juri Ravnik, paraplezanje,
Gregor Habjan, Showdown, se opravičujem, in Ivan Winkler, Golbal. Prijemniki, dobrodošli na odru. Kar previdno. Mateja obvlada. A ne bi še malo potegnili, fantje? Vse bi se še dalo, ne da? Morda pa se vrne še kakšen. Še enkrat v imenu vseh. Najlepša hvala in seveda iskrene čestitke ter veliko sreče na vseh nadaljnih poteh. Ja, Saško, midva sva se tudi ponovno malo nagarala. Kaj praviš, si odpočijeva oči pa tokrat na eni plesni točki? Narobe, da si oni odpočijo od naju. Ja, tudi to, ja. Greva. Plesalci, oder je vaš, parket je vaš.
Hvala plesalcem za tole krasno predstavo. Saško, povej, kdo je zate pravi prijatelj? Vse veš, takšen, ki te razume, ki ti stoji ob strani, če mu potarnaš, da si storil napako, zamahne z roko in se zlaže, da je on tudi že večkrat kaj takega naredil. Kakšen takšen, ki je pripravljen zadnje pivo s tabo podeliti? Ko pride domov k tebi, ga ne moti, da imaš posesano. To so prijatelji, evo. Če je še boljši prijatelj, pa on namesto tebe posesane. Takšnih jaz nimam. No, ima pa veliko tistih pravih, iskrenih prijateljev tudi parašport v Sloveniji. In zato smo se danes odločili, da nekatere izmed njih še posebej izpostavimo in nagradimo. Ja, zelo dobro se sliši in čisto prav imaš, Mateja. Letos prvič v zgodovini tega dogodka podeljujemo posebne nagrade, ki smo jih poimenovali prijateljice parašporta. To so nagrade, ki jih prejmejo posamezniki in posameznice, ki so svojim osebnim prispevkom v minulem letu pripomogli k večji prepoznavnosti in odtisu parašporta ter parašportnikov v slovenski družbi. To je obenem tudi zahvala zveze izbranim posameznikom, s katerimi so stkali trdno zavezništvo in partnerski odnos, ki pogosto presega poslovne dogovore. Današnje nagrajence je izbrala strokovna komisija v sestavi predsednika Zveze za šport invalidov Slovenije, Paralimpijskega komiteja Damjana Lazarja, parašportnice Jane Ferjan in Matjaža Klipštetra, direktorja agencije Taktik. Priznanje bomo od sedaj naprej podeljevali vsako leto, danes pa ga bodo nagrajenci prejeli iz rok predsednika zveze gospoda Damjana Lazarja in pa njegove ekscelence veleposlanika Ljudske republike Kitajske v Sloveniji, gospoda Wanga Shanqinga. Letos bomo podelili 4 priznanja za prijatelje oziroma prijateljice parašporta. Gremo kar k prvemu. Japonski veleposlanik Hiromichi Matsushima se je v času samih priprav in izvedbe paralimpijskih iger v Tokiu izkazal kot izjemno gostoljuben veleposlanik, s katerim smo v tem času stkali res pristne prijateljske vezi. Svojimi dejanji je večkrat pokazal, da parašport spoštuje in ga izjemno ceni, zato mu danes izrekamo priznanje. This year we will present 4 special awards to friends and supporters of Slovenian parasports. The first one goes to His Excellency, the Ambassador of Japan to Slovenia, Mr. Hiromichi Matsushima. He proved to be an exceptionally welcoming and hospitable ambassador during the preparations and the time of the Paralympic Games in Tokyo, developing bonds of true friendships with our organization. Time and time again, his actions demonstrated his respect and appreciation for parasport, more than earning him today's recognition. Priznanje prijatelj parašporta torej prejme Hiromichi Matsushima. Mr. Ambassador, come closer, please. Show your face. And arigato. Thank you. Naslednja je Andreja Okorn, športna novinarka iz televizije Slovenija. Danes je ni bilo v službi, so rekli, da je na dopustu. Ja, saj tole tukaj pa za nekatere je dopust. Sem pričakoval, da je na Kanarskih otokih.
Andreja Okorn je športna novinarka iz Televizije Slovenija, ki v svoji funkciji daje slovenskemu parašportu veliko več kot le medijske povzetke dogajanja. Skozi sodelovanje se je namreč izkazala kot velika podpornica parašporta, ki skozi prispevke prikazuje vse veličino in čar, vključno z ozračjem, entuziazmom ter pogumnimi zgodbami parašportnikov in parašportnic. Ponosen sem na svojo cimro, prijateljico parašporta, Andrejo Okorn. Jutri prideš v službo, daš za kofe? Hvala. Priznanje bomo podelili Mateja še eni dami. Ni prav pogosto, da so vezi, ki so nastali iz poslovnega sodelovanja, potem tako tesno preplete tudi v našem vsakdanjem življenju. Na koncu tako postanemo pravi prijatelji in prav to se je zgodilo s Tino Cipot. Tina je vodja korporativnega komuniciranja na Lidlu Slovenija, ki je prav na njeno pobudo pred leti postal glavni pokrovitelj in kot radi rečemo, vse ostalo je zgodovina. Naša zgodba je danes ena bolj uspešnih zgodb sodelovanja med podjetjem in parašportniki, nagrajena tudi z več nagradami, predvsem po zaslugi Tine. Njen navdih, vključenost v projekte, njena profesionalnost in tudi, zelo pomembno, sorodne vrednote so nam marsikdaj pomagale pri pomembnih odločitvah, pri naših aktivnostih in nasploh pri delovanju. Priznanje prijateljica parašporta torej prejme Tina Cipot. Kot pravi prijatelj parašporta pa se je izkazal tudi Tomaž Bregar. Tomaž je novinar Slovenske tiskovne agencije, ki je že vrsto let zapisan kot velik podpornik našega dogajanja. Pri svojem pisanju o parašportu odstira nove dimenzije, pripravi zanimive prispevke, s katerimi parašport pomembno približuje širši javnosti. Z njegovo pomočjo slovenski parašport pridobiva prepotreben medijski prostor, s tem pa nas bolje spoznavajo tudi vsi ostali. Priznanje prijatelj parašporta prejme Tomaž Bregar. Hvala Tomaž, hvala tudi podeljevalcema, to sta bila Damjan Lazar in Mr. Vank Še. Torej, takole še enkrat vsem prijateljem parašporta in tudi vsem ostalim, ki tako ali drugače pripomorete k razvoju parašporta, ne le pri nas, ampak tudi širše. Sedaj pa dajmo zopet par minut nameniti glasbeni sprostitvi. Ditko smo slišali, enkrat, dvakrat, tako kot sva obljubila. Slišali smo tudi že Trkaja, enkrat, ampak tisti je bilo ornk, kot radi rečejo tukaj. V eni pesmi pa sta nastopala tudi skupaj in bosta sedaj, prisluhnimo. Že v vrsti za srečno številko je stal. Dolgo je upal, da karta bo prava in srčno bo damo razbral.
Dolgo pristanu je čakal na veter, ki ni ga bilo. Dolgo verjel je, da čas kaj prinese, kaj pa bo samo prišlo. Ne, 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 ne bodi številka. Ne, 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 ne bodi številka. Se padla je karta, ki več je obrnil ne bo. Pod njo je usoda zapisana, skrita, in fant je z obrazom obrnjen celo. Ne, 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 ne bodi številka. 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 Zaljubi se vase, noter v brazde, vsako napako, ki riše kontraste. Ne biti kak kamen v srcu, je plama, ne pusti, da s časoma v prsih ugasne. Hej, ne biti številka, nisi lepilka, skoči iz posle, zbudite do dilka. Sluši to pesem, ka pojejo ditka, kaj boš, moš ali cifra, zdaj unikat, vidiš bogat, vsem si junak. Eden edini začuti v tišini, da si unikat, super junak, greš gor v zrak, pa se zdaj probi, dvigan, gor nad oblak, original, ni duplikat, 1000 cen začutiš to, kar res rad. Kaj pravi ta zgodba o dolgem življenju za nič? Ne čakaj v vrsti, ne bodi številka. Ne biti številka, Ne daj ti karte, premeša hudič. ne more ti nič. Ne, 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 ne bodi številka. Ne, 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 ne bodi številka. Kaj pravi ta zgodba o dolgem življenju za nič? Ne čakaj v vrsti, ne bodi številka. Ne daj te karte, premeša hudič. Ne bodi številka. Ne, 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 ne bodi številka. Čim. Hvala. Takole, spoštovane in spoštovani, sedaj pa smo res prišli do časa za vrhunec današnjega večera, in sicer podelitve priznanj za najboljšo ekipo, najboljšega parašportnika in najboljšo parašportnico minulega leta. Podeljevalca teh prestižnih nagrad bosta generalni direktor podjetja Lidl Slovenija Ivan Udiljak in eden najuspešnejših slovenskih športnikov vseh časov, gospod Miro Cerar. Ribiči so v lanskem letu na svetovnem prvenstvu v športnem ribolovu v Radečah na reki Savi osvojili srebrno medaljo. Poleg tega pa je Rudolf Centrih tudi v posamični konkurenci segel po odličju bronasti medalji. Prepričani pa smo lahko, da nas bodo tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki bo potekalo pri naših sosedih Madžarih, razveselili z vrhunskimi rezultati.
Po pregledu vseh rezultatov in predlogu Komisije za tekmovalni šport pri Zvezi za šport invalidov Slovenije, Slovenskem paralimpijskem komiteju ter sklepu upravnega odbora zveze je najboljša parašportna ekipa leta ekipa športnega ribolova v sestavi Rudolf Centrih, Franc Štefančič, Željko Mavrič, Marko Pešec in Tomaž Vanič. Še ena lepa nagrada, ki so jo ujeli naši ribiči. Ja, res so dobri. Iskrene čestitke in pa morda mikrofon še gospodu Vaniču za nekaj besed. Nekaj besed, gospod Vanič, pa ne zdaj o tisti 400-kilski, ki se je snela tik pred obalo. V glavnem, jaz bi se v imenu ekipe zahvalil Paralimpijskemu komiteju za izkazano zaupanje, ki so nam ga dali. Pa hkrati bi se v ekipi zahvalil vsem našim družinam, ki so se sprijaznile, da nas večkrat kot doma vidijo za vodo. To bi bilo to. Gospod Cerar je prejle vprašal, kdo je najbolj glavni, pa so dejali, vsi smo najbolj glavni. Torej, še enkrat lepo prosim, glasen aplavz za ekipo leta. Čas je, da razglasimo najboljšo parašportnico leta 2021. Športnim plezanjem se je srečala leta 2014 in kaj kmalu jo je skalno plezanje popeljalo v raziskovanje krajev in preživljanje časa v naravi. Prvo ljubezen do plezanja je začutili, ko so jo vzeli s seboj kot svojo. Paraplezalni reprezentanci se je pridružila leta 2021. Lansko leto se je odlično odrezala na svetovnem prvenstvu v Moskvi, kjer je bila 4., kar je odlična popotnica za letošnjo sezono. Parašportnica leta 2021 je Manca Smrekar. Manca, raje plezate ali raje javno nastopate? Kar poskusite še tule, prosim, lepo. Lep pozdrav vsem. Nisem pričakovala tega lepega priznanja. Zahvala gre predvsem mojemu trenerju Juriju Ravniku in pa zdajšnjemu trenerju Gregorju Selaku. Športnica leta, Manca Smrekar. In tako nas čaka samo še podelitev naziva najboljši parašportnik leta 2021. Parastrelstvu se je zapisal pri 32 letih, danes pa je navdih za marsikoga izmed nas.
Prihaja iz Gornjega Grada, je član strelskega društva Mrož Velenje, kjer trenira, priprave pa upravlja tudi z reprezentanco v Ljubljani. Uspešni slovenski parastrelec je na zadnjih 3 paraolimpijskih igrah leta 2012, 2016 in 2021 vsakič osvojil kolajno, lani kar 2. Naziv parašportnika leta 2021 gre torej v roke Frančka Gorazda Tirška. Čestitke Nani, par besed še s tvoje strani, čeprav vemo, da zate pa tole priznanje ni prvo. Doma zida, veš to? Ne, tega pa nisem vedela. En manjši vikend, ki nima več kam medalj pa pokalov dati. Ja, bo moral mogoče pa še večjega se zidati. Ja, saj ne vem, kakšni so ti gabariti, veš, bova videla. Najprej lep pozdrav vsem iz moje strani. Res sem počaščen, da sem v tako eminentni družbi športnikov prejel zopet to laskavo priznanje in seveda to je plod in delo celotne ekipe parastrelcev, tako da bi se zahvalil Poloni za ves trud in delo, ki smo ga opravili v teh 15-16 letih. Se večkrat smejala, včasih kregala, predvsem pa dopolnjevala in mislim, da je ta pot lahko navdih in vzor vsem športnikom, ki delajo, ki ustvarjajo in na koncu vidijo, če delaš pošteno, predano in pa zavzeto, je rezultat neizbežen. Vsekakor bi se pa tudi vrnil na začetek, ko je gospod voditelj lepo pozdravil vse goste. Predvsem mi je bilo všeč, ker je omenil fizioterapevte, ki so večkrat pozabljeni, kajti vemo, da vrhunskega športa danes ni brez vrhunskih fizioterapevtov. Poleg tega nas spremljajo trenerji, oni so zraven nas, mi smo zraven njih in skupaj potujemo, tlakujemo in ustvarjamo. Tako da vse se mora združiti, vse se mora poklopiti, konec koncev pa brez ljudi, ki nas nosite v srcu, ki nam stojite ob strani, ki nam dajete moč, navdih in pa voljo, da imamo motiv za naprej, tudi ne bi bilo teh vrhunskih rezultatov. Zato hvala vsem. Torej, parašportnik leta 2021, Nani Tiršek. A ti poznaš koga, ki ga kliče Gorazd? Nisem tega še slišala, ampak glede na to, da ženske v jezi običajno uporabljamo cela imena moških, pa da ima on 2 trenerki, je pa mogoče tudi kdaj Franček Gorazd. Dobro. Hvala lepa tudi podeljevalcema. To sta bila Ivan Udilak in Miro Cerar. Si opazila, gospod Cerar? Gospod Cerar ima nov imidž, meni se zdi, da mu kar paše, vedno je bil frajer in vedno je. Tako da. Spoštovane in spoštovani, to so bili najboljši v minulem letu. Z velikimi obeti zremo seveda tudi v naslednje leto, v nove preizkušnje, nove izzive in številne projekte. Še enkrat čestitke vsem parašportnikom, ki so za marsikoga izmed nas učitelj življenja in vzornik v motivaciji in pogumu.
Ja, iskrene čestitke vsem današnjim prejemnikom priznanj tudi z moje strani. Za konec pa prisluhnimo še enkrat Trkaju, ki bo zaključil tako, kot se za nas spodobi. Z našo himno Ta tempo. Vas pa vabim, da po tem o novih izzivih in pričakovanjih pokramljamo še ob skupnem druženju. Najboljše pa vabim še enkrat ponovno, tokrat pa vse skupaj na skupinsko fotografiranje. Lep večer še naprej. In srečno! Ne gre se za to, kolikrat padeš, šteje samo kolikrat ostaneš, koliko to verjameš, koliko močno to verjameš, koliko na polno noto to verjamem, kdaj ob 5 zjutraj že vstanem, brez budilke v glavi imam alarm. Evo me, jaz sem pripravljen na nov dan, no tempo in no flow imam, pripravljen vedno, to ni game, to je moj life. Gremo, to je naš fight, skupaj pišemo legendo, to je naš sajt. Dan se ga hara, tle se ne špara, vidi ste vara, tle se ne špara, yeah. Moje srce, moja zastava, moji ljudje, moja država, stisnem zobe do konca se gre, tukaj se čudež že čara, čutiš, kaj se dogaja, ta povezava med nami obstaja, tale trdnjava se zelo osvaja, cela hala bo svet ropotala sam, to, gremo skup do pokala sam, to, gremo prek finala, ej, koliko verjameš noto to, koliko verjameš, da lahko, a daješ noter 100%, jaz verjamem tok močno, ne v name se ne bo, prehajam po zlato, sam tempo, drž, ta tempo, drž, ta tempo, drž, ta tempo, drž, ta tempo, Life je na hard, včasih ne zbiraš kar, še kolikrat bom mogel nazaj na štart, a glej naprej, kar bilo je pusto odzad, poglej srce, skriva se prvak, cajt je za proti napad, na koncu teme je light, mogoče zgubil sem bitko, sam bom dobil ta fight, imam to volo in mind, jaz imam kontrolo in grind, imam za sabo ekipo, vsi imamo isti vibe, boljši ka every shit, naš tempo je savage kid, gledam noto vse, kar imam začutek, čak magic trick, levi krik, to kar slišaš je levi ring, vse kar vidiš in slišaš je noto meno, lipo od štenge do štenge, vse do legende, tempo visoke trilovske stene, dneve in tedne, mesece in leta, vse do atleta, čelah jaz, polah to ti, evo štafeta za nove ljudi, prišel postit sem energy, prišel postit sem legacy. Koliko verjameš noto to, koliko verjameš, da lahko, a daješ noter 100%, ej, jaz verjamem tok močno, ne v name se ne bo, ej, prehajam po zlato, sam tempo, drž, ta tempo, drž, ta tempo, drž, ta tempo, Dajmo en aplauz za vse športnike, en aplauz za vse trenerje, za vse fizioterapeute, pokrovitelje, samo dalje. In za našo prekrasno damo, ki lovi besede za rokami. Lejo, punca gre, te poklejo v srce. Hvala lepa.